Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan, kjer potok izvira v skalovju goreč, da tam pod planino spočije srce. Kjer potok izvira v skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako Triglav, v spominu mi je tvoj čar, zato pa te ljubim in bom te vsekdar. In zadnja ko ura odbila mi pot, pod tvojim obličjem naj spava telo. Kjer ptički radostno naznanjajo dan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Spoštovani minister za obrambo, gospod Marjan Šarec, spoštovani poslanki Državnega zbora, spoštovani vršilec dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gospod Leon Behin, dragi gorski reševalci, predstavniki medijev, dobrodošli na današnji majhni, a za nas zelo pomembni slovesnosti, ki smo jo skoraj že tradicionalno začeli z zborniško himno Oj, Triglav, moj dom, v izvedbi sopranistke Teje Saksida. K nagovoru vabim predsednika Gorske reševalne zveze Slovenije, dr. Gregorja Dolinarja. Prosim. Spoštovani minister, spoštovani direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, spoštovani poslanke, spoštovani gorski reševalci, spoštovani zbrani. Veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim, kot je rečeno, bilo na tej majhni prireditvi. Najprej bi vseeno poudaril, da se Gorska reševalna zveza Slovenije v teh trenutkih sooča z velikimi izzivi. Eden izmed teh izzivov je zagotovo izjemno veliko povečanje števila nesreč v naših gorah. V lanskem letu smo se približali številki 700, bilo je 38 smrtnih žrtev in gorski reševalci smo bili in smo izjemno obremenjeni. V povezavi s tem se tudi nekako izpostavlja problem prostovoljstva v današnjem času. Moje osebno prepričanje je, da je prostovoljstvo, torej Gorska reševalna služba kot prostovoljna organizacija, tista najboljša in najprimernejša oblika za Slovenijo. Seveda to hkrati prinaša določene izzive, ampak na tem mestu bi rad poudaril, da vse te izzive, s katerimi se soočamo, od dveh omenjenih še številne druge, izjemno v konstruktivnem duhu rešujemo z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Ravno prejšnji mesec smo, mislim, da naredili en pomemben korak pri začrtanju nadaljne poti, kako naprej s tole našo gorsko reševalno službo. Zdaj, ko govorimo o reševanju teh izzivov in konstruktivnih pristopih, tukaj moram seveda potem omeniti, da smo lansko leto, ob koncu leta, ko so ostala neka sredstva, našli način, da so bila nam dodeljena dodatna sredstva, s pomočjo katerih smo lahko potem kupili 2 vozili in ta 2 4-kolesnika. Vozila so za našo službo izjemno pomembna, kajti priti čim prej in čim dlje do kraja nesreče je izjemno pomembno, ker ti to pomeni lahko reševanje življenj. Vemo, da imamo v naših gozdovih kar veliko tudi gozdarskih nesreč, zato so recimo tudi izjemno pomembni ti 4-kolesniki. Eden izmed njih gre v Baško grapo, tam so čudoviti kraji, ampak od rok številne vlake in priti do ponesrečencev je izjemno pomembno v najhitrejšem času. Drug 4-kolesnik gre v Tržič, tudi tam imajo take terene, kjer je zelo pomembno, da se pride čim dlje in tudi z vozili ne gre vedno čisto do konca. Tako da jaz bi se rad na tem mestu iskreno zahvalil za res dobro sodelovanje z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Prepričan sem, da bomo izzive, ki jih še imamo in bomo imeli še naprej uspešno sodelovali, reševali. Bi pa hkrati se še zahvalil za odlično sodelovanje z pripadniki Slovenske vojske. Pri helikopterskem reševanju sodelujemo s posadkami Slovenske vojske in tudi tukaj menim, da so prevozniki, torej Slovenska vojska in Slovenska policija, tisti pravi način, kako reševati v gorah. Pripadniki Slovenske vojske, naši piloti so izjemno izurjeni. Tukaj je potrebno izreči vse pohvalo, v kakšnih razmerah rešujejo naši piloti in tudi omogočajo varno reševanje vsem našim reševalcem. Tako da iskrena hvala vsem skupaj in tudi hvala za to, ko ste prišli. Hvala lepa. Hvala lepa. V besedi pa vabim še vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje, gospoda Leona Behina. Hvala lepa, spoštovani gospod minister, spoštovani predsednik, poslanki in pa seveda spoštovani reševalci znotraj Gorske reševalne zveze Slovenije. Na Upravi za zaščito in reševanje, tako kot je bilo povedano, se trudimo kar najbolj konstruktivnem dialogu in seveda v skladu z našimi možnostmi slediti potrebam gorskih reševalcev. Ni potrebno posebno poudarjati, da je tudi letošnji prejemnik najvišjega priznanja civilne zaščite iz vaših vrst. Ravno tako, jaz upam, da je čutiti val pozitivizma do odnosa do gorskega reševanja in vsega, kar počnete. Jaz bi se v imenu Uprave za zaščito in reševanje najprej zahvalil za vse, kar počnete v naši skupni skrbi za državljane in tudi turiste. Zahvalil poleg vam tudi vsem našim družinskim članom in delodajalcem, ki skrbijo za to, da lahko upravljate to sveto in res zahtevno poslanstvo. Ne morem na koncu, da ne bi na tisti del, ki ga je že tudi dr. Golinar izrazil, jaz upam, da bomo do poletja prišli do številke 600 gorskih reševalcev, ki bodo priznali v tem reševanju in tudi zagotovili skladno z našim dogovorom letos veliko prej stabilen vir financiranja, tako da ne bomo čakali na konec leta, ampak da bo prej prišli že tudi tam. Hvala lepa še enkrat za vse, kar počnete in res odlično sodelovanje in razumevanje. Petra Škarja je v knjigi Gora zapisala: Gora je toliko moja kot tvoja, kot je njegova. Je od vseh nas in od nikogar. Gora nas ne loči po statusu. Pri njej šteje le spoštovanje do nje in trud
rastejo v strmi gori, bele planike tri, zanje vedo le orli, rosa umiva jih. Šel bom goro planike nabral in jih prinesel v dolino nazaj. Tri bele zvezde, troje oči, vsaka za lep spomin. Prvo prinesem mami, stara ji dlan drhti, drugo sestrici zali, jutri se omoži. Šel bom goro planike nabral in jih prinesel v dolino nazaj. Tri bele zvezde, troje oči, vsaka za lep spomin. Tretjo prinesem zate, čuvaj mi jo skrbno. Naj te spominja name, ko mene več ne bo. Šel bom goro planike nabral in jih prinesel v dolino nazaj. Tri bele zvezde, troje oči, vsaka za lep spomin. Tri bele zvezde, troje oči, vsaka za lep spomin. Tako, zdaj pa prišel trenutek, ki ga vsi najbolj čakamo. Spoštovani minister, gospod Marjan Šarec, vljudno vas vabim, da nam namenite nekaj besed in seveda potem tudi predate vozilo. Hvala lepa, spoštovani predsednik, spoštovani visoki gostje, dragi gospe, dragi gospodje. Danes je zagotovo vesel dan. Lepo se je srečati v takih trenutkih, ko lahko naredimo in predamo nekaj dobrega v uporabo. Ta 4 vozila, ki jih vidimo tukaj, so plod dobrega sodelovanja Uprave za zaščito in reševanje in vaše zveze. Uprava za zaščito in reševanje se sooča z mnogimi izzivi na področju zaščite, reševanja, tako na področju gasilstva, kot na področju drugih vej reševanja in med njimi je tudi vaša. Gorski reševalci ste seveda nepogrešljivi člen v naši verigi in Gorska reševalna služba je v zadnjem času obremenjena, kot pravzaprav ni bila še nikoli. Veliko imamo neodgovornih odhodov v gore, nepripravljenih, neopremljenih, zlasti tujci prednjačijo v tem in res je, helikopter poleti velikokrat zlasti v poletnem času. In kot pri vsakem reševanju je tudi pri vašem čas tisti, ki je odločilen, ki odloča med tem, ali bo življenje rešeno ali pa bo v dolino, ali pa bodo v dolino prišli samo še posmrtni ostanki planinca, ki je doživel nesrečo. Zato je prav, da se spomnimo, da vsakič, ko greste na intervencijo, lahko doživite kaj nepredvidenega in vsakič, ko imate prekinjen bodisi nočni počitek, bodisi nedeljsko kosilo, bodisi kakšno drugo priložnost, ko vas družine ne vidijo, ko jih pustite in ne veste, kaj vas čaka v gorah. Pomembno je, da se zavedamo, da je to vaše poslanstvo prostovoljno v službi človeka in še kako pomembno. Zato so besede precej poceni, največja zahvala ali pa pomoč se lahko izrazi
s takimi dejanji, kot smo enemu njih priča tudi danes, ko bomo predali ta vozila v uporabo in upam, da bodo seveda čim manjkrat na intervenciji, da takrat, ko pa bodo opravila svojo nalogo in da bodo reševala življenja. Dragi reševalci, želim vam uspešno delo tudi v letošnjem letu, želim vam tovarištvo, sodelovanje in želim, da bi vam vsa tehnika dobro služila, kajti tehnika brez usposobljenih ljudi sama po sebi ne more rešiti ničesar. Hvala lepa. Spoštovani minister, jaz vas povabim, da se mi še malo pridružite tukaj in povabim predstavnika Gorske reševalne službe Jesenice, da prevzame ključe Toyote Land Cruiser. Jaz vam predajam te ključe in vam želim srečno vožnjo in uspešno rešeno življenje. Prosim predstavnika Gorske reševalne službe Bovec, da prevzame ključe vozila Toyote Land Cruiser. Tudi vam seveda izročam ključe, želim srečno prevožene kilometre in rešena življenja. Vabim še predstavnika Gorske reševalne službe Tržič, da prevzame ključe prvih 4 kolesnikov v Sloveniji reševalnih. Želim vam srečno, uspešno vožnjo in uspešno reševanje. In še predstavnik Gorske reševalne službe Tolmin, še za drugi 4 kolesnike. Tudi vam vse dobro, uspešno in srečno.